Vinogradnik s Straške gore Ivan Krakar se je z zlatotrsno rumenico prvič srečal pred 5 leti, ko so njegove trte umirale ena za drugo. Potem je strokovnjaki končno ugotovil, za katero bolezen gre. In zaradi tega nam je v tem času, v obdobju 3 leta, dok smo mi do tega prišli, meni je vzelo skoraj 50% vinograda. Gore samorodnice pa 100%. Tako da smo cepljenko obnovili, šmarnico, samorodnico smo pa posekali. Prenašalec bolezni, ameriški škržat, je pri nas navzoč od leta 2005. Številčno se ves čas krepi, zato je odločilno, da ga v naravi, predvsem v vinogradih, zatiramo. V obdobju od prejšnjega tedna dalje sledimo njegovemu izleganju in nekako predvidevamo, da po zaključenem cvetenju vinske trte bo tudi v letu 2012 tisti najbolj primeren čas za prvo tretiranje v okviru njegovega zatiranja. Škržatku najlažje sledimo z obešanjem rumenih lepljivih plošč. Bolezen se sicer ta čas še ne izraža, saj jo opažamo po cvetenju vinske trte. Takrat se najpogosteje pri sorti Frankinja začnejo pojavljati rdečice, rdečenje na listju. Še bolj izrazita pa je še kasneje tekom poletja, v mesecu juniju, avgustu in potem tudi v zaključevanju vegetacije po septembru. Zatirali bomo pa trsno rumenico s tem, da se med seboj zelo dobro se moramo povezati vinogradniki, da vsi enako škrofimo proti škržatu, pa da sekamo okužene trte. Ker če okužene trte ne posekamo, pride škržat lahko zdrav na okuženo trto in se usede na zdravo trto in jo okuži. Po cvetenju bodo iz službe za varstvo rastlin obvestili vinogradnike, kdaj, kako in s katerimi sredstvi ukrepati. Vsa namreč za zatiranje škržatka niso primerna.